Zaključite stavek. Life postane boljši, ko... Strok je tale moderator. Life je boljši... Da gremo malo se umiriti, fajn. Ne. To so zdaj resno vprašanje. Ja, sej, začnimo zdaj, no. Klemen, life postane boljši, ko... Ja, se sem te slišal že prvič. Ja, jaz bi rekel tako, ne, da je to zelo dobro vprašanje. Zakaj se mi zdi to dobro vprašanje? Zato, ker te nekako prisil v to kratkost, pa prisil te da zbereš eno stvar. Valjda ni ena stvar pomembna, da life postane boljši. Ne? Ampak o tem smo ful že govorili, mogoče lahko na dva dela razdelim. Ne? Eno je ta Janjev pristop, ne? Da nekaj narediš. Eno je pa mindset pristop, ne? To pa jaz zagovarjam. In jaz mislim, da ta dva pristopa lahko istočasno uporabiš. Ne? Sprav, life postane boljši, ko začneš delati basicse. O tem smo govorili. Spanje, zdrava hrana, telovadba in podobno. To je ta fizični del. Ne? Za mindset bi pa jaz rekel, da life postane boljši, ko postaneš hvaležen, recimo. Zakaj hvaležen? To je v bistvu sprememba tvojega fokusa iz stvari, ki jih nimaš, na stvari, ki jih imaš. Ne? Najprej na silo in potem pa naprej. Ne? Ali pa lahko rečem tudi tako, life postane boljši, ko se nimam več za žrtev, recimo, ne? Svojih situacij. Tako. Jaz mislim, da dosti se pogovarjam z ljudmi, kakor veste, ki niso v dobrem stanju in dostikrat vidim ta pattern, da se počutijo kot žrtev svojih okoliščin in tisti trenutek, ko se ti ne počutiš več kot žrtev, je life že boljši. Ne? In jaz mislim, da itak obstajajo neki robni primeri, ki smo jih že opredelili, da enim je pa res bed, en je pa invalid. Ampak recimo tako, vsak, ki posluša tole, se pravi, da ima čas, da to sploh posluša, jaz mislim, da ima opcijo biti hvaležen za milijon stvari. Tako da ta vloga žrtve, pa prej smo govorili o tem Manciniju, pa to moraš iti čim prej stran od tega, ker to je ful toksično. Imaš v bistvu vire za izboljšanje lifea na netu, včasih tega ni bilo, imaš skillse, ki se lahko naučiš, priložnosti je veliko. Samo to, da pa imaš ti sebe za žrtev, ne, pol si res v resnici žrtev. Ne. Tako da jaz bi to rekel, ne, da se ful paziš, da se ne tretiraš kot žrtev. Ja. Bi se strinjal z vsem, kar si povedal. Na nek način smo vsi, mislim, da Jordan Peterson o tem dosta razlaga, smo vsi hkrati žrtve in hkrati tisti, ki povzročamo žrtve. Ja, ampak kdo definira, da si ti žrtev? Ne? Ja, ti imaš, to pomeni, vsak človek igra ali pa je del večjih iger in v določenih igrah si ti objektivno žrtev. Ampak v nekih drugih igrah si ti nekdo, ki povzroča žrtve. Se pravi, ti meni zdaj rečeš, Klemen, ti si v nekaterih igrah objektivno žrtev. Tako. Ampak jaz rečem... Ali pa na nekaterih področjih v lifeu si ti žrtev. Kaj pa, če jaz rečem, jaz pa se ne počutim kot žrtev, ne? Pol ne moš ti reči, ne, objektivno si žrtev. Jaz mislim, da je pomembno, kaj ti misliš, da si. To je tako, mi lahko rečemo, objektivno smo se računali, da si ti najbogatejši človek na svetu, ampak ti rečeš, ampak jaz se ne počutim. To še vedno ne vzemeš te realnosti stran, da objektivno si ti še vedno najbogatejši. Ne? In tako mislim, da v določenih področjih v življenju si ti zmeri, tako, vsak človek lahko najde, da je on nekje žrtev. Ne? In vsak človek ima področja, kjer on ustvarja žrtve. Ja, okej. To razumem. Sam kaj se mi zdi bolj pomembno to. Ja. Kaj pa zdaj tvoje dojemanje tega? Ne? Tako je. Ja, in kaj iz tega narediš? Ja, Valda. Vedno boš našel razloge, da si žrtev. Ne? Kaj je
kaj je protipomenka v slovenščini žrtve? Ne žrtev. Ne, a je možno, da ne obstaja? Ja, nekdo, ki to žrtev povzroča. Ja, Tiran. Kak? Tiran. Ja, čakaj imam. A je tako si mislil? A ne? A veš, jaz s tem, ko grem v, ne vem, zdaj sem zmislil, jaz s tem, ko grem in kupim od nekega podjetja, ki izdeluje na Kitajskem neko majico, recimo, ki jaz dobim po nenormalno ugodni ceni, ne? S tem sem jaz podprl potencialno na Kitajskem, recimo nekoga, ki izkoristi mladoletnega delavca, ne? Da pod ceno naredi to majico. To pomeni, ta svet je tako kompleksen, da nemogoče, da ti nekje nisi žrtev in hkrati, da ti nekje nisi na kontrastrani, ki povzročaš te žrtve. Ne vede ali pa vede. In ja, kompleksnost tega sveta v bistvu povzroča to, da vsi smo hkrati v obeh teh vlogah. Ja, to je res. Ja, itak. Ali pa plastika, recimo, je taka. S tem, ko ti kupiš plastiko, povzročaš nekomu, ki ne vem, živi v morju, kjer ne more več loviti ribe, zato ker je plastika uničila ekosistem. Ti si pripomogel k tej problematiki. Ja. A bi ti kaj dodal v tem? Spomnil sem se, mislim, ne vem, kdo mi je to rekel, ampak se mi je zdel dober saying, pa sem si ga zapomnil. Enkrat je rekel, za dober life rabiš slab spomin in dobro ženo. Ne, veš kaj je? A ni bilo nekaj tazga? Mislim, da je rabiš zdravje pa slab spomin. A ni tako? Možno. To je Ampak tak slab spomin se mi zdi dobra poanta. Slab spomin ima funkcijo, da pozabiš vso to težko preteklost in te osvobodi. Ja, to je zelo... Mal je joke, ampak je dober joke. Tako je tudi mal resnice noter. Ja, ne, zdaj, ko sem pomislil v bistvu ta slab spomin, ne, da v bistvu ne pustiš, da te tvoja preteklost definira. Ker, ja, to je v bistvu zelo dobro, zato ker rečeš, jaz sem do zdaj, ko gledam svoj life nazaj, bil neuspešen in pol ekstrapoliraš iz tega, jaz sem tudi naprej neuspešen, kar je takoj že napaka. Ali pa ne vem, en pes te ugrizne, ne? Zdaj me bojo vsi psi. To je definicija travme. To je definicija travme. En pes te ugrizne in ti se bojiš vseh psov in delaš krivico vsem psom, ki te ne bojo nikoli ugriznili. Recimo, ne? In tako je tudi za situacije. Ti delaš krivico situacijam, v katerih si trenutno. Mislim, ti delaš krivico, tvoja travma dela krivico. Ne? In ja, ta slab spomin v bistvu tekla točno to, ne? Da ti v bistvu rečeš, vsak dan je nova priložnost za narediti karkoli, ne glede na to, a sem včasih failil to. Ne? A veš? Ja, če sem depressed zdaj zadnja 5 let, to se mi zdi, life bo stane boljši, ko verjamem, da je life lahko boljši. S tem v bistvu to preteklost malo znegiraš. Ja. Lepa. Čakaj. Še boljši, zdaj bo še boljši kvot. Čakaj. Priklopu se je, on je zdaj medij iz vesolja, je potegnil, kadej sebe. Ne, v bistvu tako sem rekel, ne, prva stopnja je mogoče to, kar je lažje, rečeš, mogoče bo pa life boljši od zdaj naprej. Ne. Jaz mislim pa druga stopnja, pa ful močnejša stopnja je pa, ko ti priješ do realizacije, da je life dober. V bistvu, ne, takrat ti life postane boljši. Takrat, kad ti, to je matematična formula, točno takrat, kad ti se realiziraš ali pa verjameš, da je life dober, takrat je life postal boljši. In nič prej. Lahko je milijon sprememb okoli, ampak takrat, ko ni realizacije, da je boljši. In tukaj prijemo pač na to moje, jaz ful verjamem, da je ta happiness skill, ne? Da je to skill, ki se ga lahko naučiš, če ga treniraš z boljšim pogledom na svet. Z praktično filozofijo. Ne? Razen, če imaš depresijo. Ne, to. Ne. Zakaj? Ja, ker je to struktura kemična. Ja, to je čisto biološko lahko. Ja.